Strategija razvoja gradbeništva v naslednjih letih ključna v razvoju razmišljanja, kako zagotoviti energetsko samooskrbne stavbe, kako zagotoviti stavbe, ki bodo v bistvu krožne, kjer bomo v bistvu čim manj obremenjevali okolje, kjer bomo v bistvu uporabljali vse resurse, ki so na razpolago iz narave in jih potrebujemo za življenje, od vode, energente in tako naprej, čim večkrat, se pravi, reciklirali njihovo uporabo, torej kako zagotoviti pogoje, da dejansko časi, ki prihajajo in ki bodo očitno iz energetskega vidika zelo težki, da jih prebrodimo in preživimo, bom rekel, čim manj stresno. Prvi korak, ki ga bo potrebno storiti, bo seveda popolna prenova regulative na tem področju. Nekaj smo v preteklosti sicer že uspeli urediti, vendar nismo še dovolj storili na tem področju. Mislim, da ne sme biti v Sloveniji več objekta na področju visokogradnje, ki ne bo zagotavljal najzahtevnejših krožnih standardov uporabe teh objektov, od energije, vode, vseh resursov, ki jih tukaj potrebujemo, in seveda investitorji, ki so v bistvu naročniki teh ali pa tovrstnih projektov, pa naj gre za zasebni ali pa za javni sektor, morajo biti seveda nosilci in ustvarjalci tega zelenega prehoda gradbeništva. Zelo dosti se v Sloveniji govori o tem, ampak dejansko bo sedaj treba iz nekih praktičnih oziroma teoretičnih korakov preiti v praktične. V Sloveniji smo sicer zgradili nekaj objektov, ki že zagotavljajo te standarde, vendar seveda to niti približno ni dovolj in mi se moramo vprašati tudi, kaj bomo predvsem storili z obstoječimi objekti, recimo na področju javnih zgradb, objektov, ki so v upravljanju države, ki so v upravljanju lokalne samouprave. Torej, zelo velika večina teh objektov ne zagotavlja standardov krožnega upravljanja in uporabe in že tukaj bo potrebno v bistvu strniti sile in se začeti pogovarjati prvič o načrtovanju, o pripravi plana, kako te objekte, ki danes veljajo za nezelene, za nekrožne, obnoviti in jih dejansko pripraviti oziroma preurediti, da bodo dejansko zagotavljali ta standard krožnosti in pa samooskrbnosti. Zbornica za gradbeništvo si bo seveda zelo prizadevala, da bi dejansko v tej verigi povezala vse deležnike, ki so pomembni za izvajanje trajnostnih gradenj, ki so seveda neobhodni pri izvajanju trajnostnih gradenj, to je od projektive do že začetnih načrtovanj tovrstnih gradenj, kaj potrebujemo, zakaj želimo te gradnje graditi, kakšen bo njihov namen. In seveda kot drugi korak tudi sam gradbeni sektor, ki bo dejansko izvajal te projekte, prilagoditi in ga pripraviti na ta prehod v zeleno gradbeništvo. Moram reči, da nekatera gradbena podjetja že sledijo tem ciljem, da že izvajajo ukrepe, ki bodo zagotovili ta prehod. Tudi v podjetništvu se podjetja vedno bolj zavedajo, da bodo tukaj ključno vlogo odigrali energenti in pa seveda ukrepi, kako čim bolj zagotoviti njihovo racionalno uporabo tudi v proizvodnji. Naj gre za industrijo gradbenega materiala, naj gre za gradbeništvo in seveda že izvajajo korake, ki so namenjeni v bistvu zmanjšanju predvsem uporabe teh fosilnih energentov z nadomestilom seveda z zelenimi in pa trajnostnimi energijami.
Seveda pa ne bo dovolj samo reči, kako recimo črpati solarno energijo, kako pridobivati vodno energijo, kako vse to pretvoriti v čim bolj prijazno uporabo, torej uporabnikov, pa ne gre za gospodinjstvo ali pa za gospodarski del, ampak bo seveda potrebno zagotoviti tudi pogoje za to. Slovenija danes energetsko samozadostno še komaj na meji, torej samooskrbe z energenti. Že čez nekaj let nam, sploh v primeru, vkolikor ne bo rešeno vprašanje jedrske elektrarne v Krškem in pa vkolikor bo prišlo do odklopa termoelektrarne Šoštanj, se znašla v velikih težavah in seveda vsi ti osnovni problemi lahko vse te cilje okrog zagotavljanja pogojev za trajnostno gradnjo, kjer je energetski količnik pravzaprav najpomembnejši, postavijo pod velik vprašaj. Zahvaljujem se vam za priložnost, da sem imel vas čast nagovoriti. Še enkrat želim vam dober dan danes in pa seveda čim bolj koristno predstavitev tega priročnika, organizatorjem pa že vnaprej iskrene čestitke in zahvala za ta dogodek. Hvala in lep dan.